V dnevnem centru so od aprila 2017 ob popoldnevih zagotavljali dodatno strokovno podporo mladostnikom in otrokom s posebnimi potrebami iz njihove in drugih šol. Vanj so bili v bistvu vključeni mladostniki, ki so zaključili osnovno šolo, pa je niso uspešno dokončali, oziroma mladostniki, ki hodijo k nam v šolo in sedaj obiskujejo te poklicne programe. Projekt je zelo pomemben, dodaja ravnateljica. Zato, ker smo z njim obogatili dejavnosti, ki jih že tako ali tako izvajamo. Dobili smo tudi dodatne zaposlitve, dodatna finančna sredstva in po 2 letih se je izkazalo, da so tudi potrebe na našem področju zelo velike. Po predavanjih, po delavnicah, po individualnih obravnavah in podobnem. V dnevnem centru, v njihovi šoli in na Sevnem so razvijali učne in delovne navade, mladim pomagali pri domačih nalogah, skrbi za sebe in razvijanju samostojnosti. Pripravili so različne igre, poslušali glasbo, brali in fotografirali. Velikokrat ne gre samo za učno pomoč, recimo veliko so pomenili tudi pogovori, da so lahko dali recimo težave ven, da si jim pomagal preko potem tima socialnih delavcev, učiteljev, ki so te srednjošolce poučevali. Bilo je lepo in koristno, pravita dijakinji kmetijske šole. Da sem se veliko naučila, kar nam je meni skozi pomagala učiteljica, temi domačimi nalogami in pač fajn, ker smo se veliko družili, pogovarjali se, smejali se. Kje si pa največ pomoči potrebovala? Angleščina, matematika. Se pravi učna snov? Ja. Kaj pa druge stvari, kaj ste še počeli? Malo smo se pogovarjali pa tako. Sicer v drugačni obliki, a naj bi vsebine dnevnega centra, sofinancirane iz državnega proračuna in Evropskega socialnega sklada, ohranili tudi v novem šolskem letu, saj je potreb zelo veliko, poudarjajo na šoli.